Danes v Pomurskem dnevniku 51. mednarodni folklorni festival, letovanje v Baški, premier obljubil pomoč države, nočno kopanje. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mednarodni folklorni festival v Beltincih ima bogato tradicijo, kajti letošnji dogodek bo potekal že 51. Letos se bo festival, ki ga organizira Kulturno-umetniško društvo Beltinci, odvija od 20. do 23. julija. Poseben pa bo predvsem zaradi 100-letnice tamburaštva v Beltincih. Društvo ta mednarodni festival prireja že vse od leta 1969. Kot zanimivost pa velja omeniti, da je bila folklorna skupina Kud Beltinci odlikovana z redom za zasluge. Festival vsako leto pritegne na tisoče obiskovalcev, ki se lahko poleg narodnih plesov seznanijo tudi z odlično kulinariko, pa tudi z ljudskimi navadami. Uvodne besede so pripadle županu Viragu. Spoštujemo vso tradicijo, ki jo imamo, da je občina Beltinci skupaj ali pa ravno na podlagi mednarodnega folklornega festivala upravičeno občina, kjer pravimo, da je tukaj pri nas še posebej kultura doma. Morda gremo v smer, kjer se bodo tudi določene stvari malce drugače obarvale. To je dejansko pomembno povedati zaradi tega, ker prizorišče je sedaj zastavljeno malce drugače. Pester program je pripravljen tudi tokrat. Kot je dejala predsednica društva, bo letos vse v znamenju tamburice. Tako torej začnemo v četrtek, ko bomo odprli razstavo tamburaštva. Gradiva se je polno skozi leta nabralo in s pomočjo Simone Moličnik smo izbrali nekaj fotografij. Petek je tradicionalen, se bodo gostili tujo folkloro, tokrat iz Severne Makedonije in Poljske. Vsako leto pa Kud podpre tudi Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci. V sobotnem delu se bo, kot je predstavila direktorica zavoda, priključilo 20 sejmarjev, tudi iz tujine. Predstavljali pa bojo domačo rokodelsko obrt in tudi domače izdelke. Sobotni večerni del bo obogaten z etno večerom, tokrat s prvim programom Radia Slovenija. Torej, ta večer bo v neposrednem prenosu, gre pa za oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki je seveda namenjena ljudski in etno glasbi. Predstavili se bodo Marko Banda, akademska folklorna skupina France Marovt, tamburaši Kud Beltinci skupaj z Vladom Poredošem ter gostujoča zasedba Noreja, ki poustvarja etno glasbo različnih tradicij iz različnih geografskih področij. Že sama zasedba je taka zanimiva, pisana ob violini, klarinetu, kitari in kontrabasu, uporabljajo številne piščali tradicijske, tudi šalmaj in pa različne dude. Valerija Žalik je ob vsem poudarila, da so se zaradi lažje priprave programa že pred leti povezali z velikim folklornim festivalom v Zagrebu. Tako da nam vsako leto, lahko rečem, pošiljajo najboljše skupine, tako da tudi letos prihajata odlični skupini. Ena je iz Poljske, ena iz Makedonije. Takih skupin si v Beltincih mogoče bi si jih lahko privoščila, ampak bi bilo težko. Posebno bo tudi nedeljsko dogajanje, se bodo takrat praznovali praznik slovenske folklore. Dogodek, ki bo pripravljen v sodelovanju z JSKD. Praznik slovenske folklore pa pomeni, da bo na odru se bodo zvrstili programi, ki bodo pokrivali celo Slovenijo. Kakorkoli, ponovno se obeta veliko pestrega dogajanja, ki bo svojo prvinsko naravo poskrbelo za negovanje tradicije. Društvo prijateljev mladine vsako leto organizira zdravstveno letovanje v Baški, tudi letos. Nekateri otroci so se že vrnili, drugi so zdaj tam, spet tretji se pa kmalu odpravljajo. Z nami je predsednica Društva prijateljev mladine Murska Sobota, gospa Lili Milošević. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vam. Torej, kot sem že rekla, nekateri so se že vrnili domov, drugi zdaj uživajo v Baški. Koliko otrok pa je pravzaprav prijavljenih, oziroma koliko se jih je za letos prijavilo? Vsako leto Zavod za zdravstveno zavarovanje razpiše sofinanciranje za določeno število otrok in to je okrog 600 otrok za vso Pomurje. Od tega jih je polovico iz upravne enote Murska Sobota, ostalo je potem Ljutomer, Radgona in Lendava. Torej iz Murske Sobote odhaja 300 otrok.
lepa številka. Tako je. Zdaj, torej vsa mesta, ki so bila razpisana, so bila torej zapolnjena? Na veselje ali na žalost, ne vem, kako naj to razumemo, so prijavnice, ki so romale k zdravnikom, kajti mi jih moramo dati njim, ker je pogoj za to, da se prijavnica lahko izpolni, torej 2 obiska zabeležena v zdravstvenem kartonu pri osebnem zdravniku. V enem dopoldnevu so odšle vse, kar je bilo zdaj po času covida, ko je bilo veliko manj interesa, presenečenje. Samo vseeno, to pa že nekaj pove, ne? Da je takšno zanimanje. Tako, ja, zgleda, da smo nekako ukrevali v družbi, da je zaupanje v skupinsko letovanje otrok ponovno zraslo, torej da starši vendarle izkazujejo zaupnico in vidijo neko vrednost v tem, da odhajajo, kajti vemo, da je to letovanje, ki je zdravstveno. Se pravi, gre za telesno zdravstveno dobrobit, temveč tudi, ne le, temveč tudi duševno in seveda socialno. Otroci tam pridobijo ogromno, seveda na samostojnosti, predvsem pa so to počitnice, kjer se otroci oddaljijo od teh nekih storilnostih okoli šole, kjer se primerjajo na podlagi dosežkov. Tukaj gre za sodelovanje, vsi so pod enakimi pogoji, to razslojevanje se nekako ublaži. Veliko delamo na tem, da otroci pridobivajo vrednote, ki so zelo pomembne za ustvarjanje skupnosti. Torej, da smo povezani, da smo prijatelji, da se vsi počutimo dobro, torej za to čustveno dobrobit, za to plat. Počitnice so pa itak počitnice, vse veste, ne? Morje, plaža, igre, veselje, zelo lepo je v Baški otrokom, pa tudi voditeljem. No in to je tisto glavno, ne? Poleg tega verjetno otroci tudi nekaj pridobijo na samostojnosti, ne? Vseeno so za nekaj časa ločeni od staršev, sploh za tiste je pomembno, ki so mogoče, ne vem, vseeno, eno drugo okolje, ne, kakorkoli obrnemo. Imate morda povratne informacije, kako so se pa imeli Lendava, ne? Otroci iz Lendave so bili... Ja, bili smo v stiku z njimi in so rekli, da tako lepo še ni bilo. Zdaj, ko greš ti na letovanje 1. julija, takrat še niti ni toliko gužv, ker Baška je zelo mondena in plaže so polne. Imeli so se čudovito, poročajo, da je v domu vse tako, kot mora biti, krasna kuhinja, osebje zelo, zelo prijazno, zato poskrbi naša ravnateljica Tamara Škraban in baje, da so se imeli čudovito. Tako da tudi mi, ko v petek odhajamo, sedaj odhajamo seveda še toliko bolj pozitivni in v pričakovanju. Povejte, kaj vse pa čaka mlade letos? V Baški? Tako, ja. Če kaj posebnega? Vsako leto je nekaj posebnega, ker vsaka skupina tvori seveda svoj ritem, svoje vsebine, voditelji tam delajo z njimi tisto, kar jim je blizu, poiščemo tisto, kar vedo v delavnicah ponuditi, tako da peljemo ekipo mladih voditeljev in se zelo veselim dela z mladimi, kajti kot pedagoška vodja odhajam zdaj že mislim, 15-tič in se spreminjajo generacije. Sicer pa vsako leto seveda športne aktivnosti, plavanje, to sicer ni šola plavanja, ampak vendarle poskrbimo, da otroci tudi tukaj napredujejo, druženja, Baška ima talent, krst novih voditeljev, no letos pa bomo posneli tudi videospot. Ja, krajši videospot, ki si ga že dolgo želimo posneti, da lahko približamo tam tiste, bom rekla, dinamiko in tisto čudovitost tudi širši publiki. No, tako da bodo vsi lahko iz prve roke videli, ne, kako se imate tam lepo. Upamo, ja, ker večkrat, ko smo imeli kakšen obisk ljudi, ki so sicer nekoč hodili v Baško v letovanje, pa so sedaj v Baško odšli na lastne dopuste, pa se tam ustavili, videli katero izmed naših aktivnosti, da so bili res navdušeni in so rekli, to morajo ljudje videti. To zdravstveno letovanje mora ostati in vsaka generacija mora biti deležna te možnosti. Tako. Nekaj me zanima, vi ste zdaj rekli, da ste že velikokrat šli z mladimi. Ko te otroke vidite, verjetno si nek prvi vtis ustvarite, ne? Ampak je kakšna razlika, ko pridete domov, pa jih potem vidite? So ti otroci kaj drugačni?
Najbolj vidimo potem, ko se vračajo. Vračajo se in potem vidimo, kako se oblikujejo. Se pravi, jaz sem z določenimi otroki v stiku že od predšolske dobe, pa sedaj so že srednješolci, ker do 19. leta lahko odhajajo, da dobesedno zdravstveno letovanje sooblikuje njihove osebnost, njihov svet vrednot. Tako da absolutno se pozna. Ne moremo reči, da učinkov ni, učinki se zelo lepo vidijo. To so otroci, ki so sproščeni, to so otroci, ki navezujejo stike veliko lažje, to so otroci, ki imajo radi otroke, to so otroci, ki si potem izbirajo tudi poklice, da se dela z ljudmi, ki tudi že otroci potem za otroke delajo delavnico. Zelo pomembni člani družbene skupnosti oziroma prihodnosti postajajo ti otroci. In ustvarjajo si zelo lepe spomine, ne? To je pa itak najbolj pomembno, to, kar odnesejo v svojih srcih, ja. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota. Gospa Milošević, bi prosim predstavili še načrte, ki jih imate za v prihodnje? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Imamo načrte, seveda. Društvo deluje že dolgo, jaz sem ga prevzela pred nekaj leti. V tem času smo seveda ohranjali programe, ki smo jih izvajali do zdaj. Baška je sicer najbolj znan, prepoznan program. Izvajamo pa v sodelovanju z mestno občino tudi skupno pustovanje, potem jesenski piknik tukaj pri gradu v Murski Soboti, potem jelkovanje, obdarovanje vseh otrok iz Murske Sobote predšolskih v času. Sedaj, zadnja leta, imamo tudi nekaj literarnih natečajev, pa likovnih natečajev, prepoznavamo, torej ustvarjamo možnosti, da se prepoznajo določeni talenti. Zelo močno smo povezani z Zvezo prijateljev mladine, to tudi nekaj pomeni. No, sedaj pa smo pridobili naš prvi Erasmus projekt Mladi za akcijo, v katerem pa delamo z srednješolci iz ranljivih družbenih skupin, torej iz tistih, ki so, bom rekla, malo manj imajo možnosti otroci za te aktivnosti, ki bi jih mi radi poudarili. Torej ne samo šolski sistem ali pa šolska, ne vem, glasbena šola ali pa nekaj, kar sami najdejo, temveč da jim mi pomagamo priti do tistih vsebin za čustveno dozorevanje, za bom rekla, izgrajevanje v medsebojnih odnosih, da se jim ustvarijo priložnosti, kot so skozi delavnice osebnostne rasti, festivalske dogodke. Tudi v Baško bodo šli naslednjo leto prav kot skupina in se bo ustvarila nekako neka taka skupina bodočih voditeljev, ki bodo potem peljali svojo generacijo nekako v prihodnost. Poteka projekt v sodelovanju s porabsko mladino. Mi vemo, kako pomembno je porabja za nas. No, oni se pridobivajo na našem jeziku, se spoznavamo, naši seveda odhajajo tudi tja. Sodelujemo pa tudi z Zavodom Empatiko, to je pa zavod, ki vključuje mlade magistre psihologije iz Primorske, tako da smo res iz Goričkega v Piran in do Porabja, kjer se mladi povezujemo in naše društvo pomaga to nekako jim se oblikovati, da bodo lahko izkoristili vse svoje osebnostne in socialne potencijale. No, krasno. Zelo pestro, ne? Pestro, ja. Vse bolj. No, super. Bi morda še kaj dodali? Torej, v prihodnosti si želimo čim več mladih, da se društvo pomladi. Zato vabim mlade, da se oglasijo. Na spletu boste našli vse telefonske številke, da se nam pridružite, da nas poiščete, lahko vam pomagamo, ne vem, na vaši poti nadaljnji, sploh sedaj, če bomo s projektnimi vsebinami to omogočali. To si predvsem želim, da bi društvo bilo mlado in stalno pomlajevano in da bi ga jaz lahko nekoč predala v roke tistih, ki so ta pravi, da društvo ostane še dolgo živo in čim bolj bogato. No, lepo. Gospa Lili Milošević, hvala lepa za obisk. Srečno na vaši poti, pa seveda uživajte v Baški, ustvarite čim več lepih spominov vsi skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa.
Posledice zadnjega neurja odmevajo po vsej državi. Na terenski obisk pa se je konec minulega tedna napotil tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob. Premier Golob si je ogledal posledice neurja, ki je prizadelo vasi Orehovec in Pišece v občini Brežice. V izjavi za medije pa je dejal, da se je imel priložnost na lastne oči prepričati, kaj vse je za sabo pustila ujma. Ker znajo biti vsi ti postopki dolgotrajni, je dejal, da bo storil kar lahko, da bi ljudje čim hitreje prišli do pomoči. Kar se tiče teh sanacij po škodi v kmetijstvu, imamo bolj slabe izkušnje. Ne bomo rekli, da imamo dobre. Smo videli, koliko časa smo rabili lani na račun suše in bomo morali najti nek drugi način, če bomo hoteli biti hitri. Zdaj na pamet ne znam povedati, kaj je prav, da sem videl, zaradi tega tudi, da razumem. Je pa pomembno, da se res naredi dvojna ocena. Eno je ocena neposredne škode iz letošnjega leta, ki je iz pridelka, in drugo je škoda, ki nastaja zaradi tega, če bo treba obnoviti nasade, vinograde in ostalo. In pol to dvoje dati na razen in videti, kaj se da narediti. Vem, da imamo pri kmetijstvu, ker je procedura dolga, predpisana strani Evropske komisije in precej zvezane roke pri hitrosti, bomo videli, če smo lahko vsaj malo kreativni za tiste stvari, ki so potrebne hitre intervencije. Če je človek samo številka na papirju, takrat ni, ampak zdaj sem tleh. Tako. Se bomo zelo potrudili, da najdemo nek način. Prav, se vam zelo. Ja. Sobotno dogajanje na kopališču v Murski Soboti je bilo zagotovo nekaj povsem drugačnega, kajti pripravili so nočno kopanje, ki je poskrbelo za zabavo za vse generacije. Sobotno dogajanje na soboškem kopališču je bilo zagotovo zabavno, kajti upravljavci letnega kopališča so poskrbeli za nekaj nepozabnih trenutkov za svoje obiskovalce. Pripravili so celodnevni program. Popoldanske ure so bile namenjene tistim najkreativnejšim, kajti na vrsti je bilo tekmovanje v skokih, na katerem je komisija izbrala najbolj atraktivne skoke v vodo, stolpa. Pod točko 2 se je zapisala črno-bela debata, del, v katerem so s kluba Mura predstavili nove okrepitve in sveže načrte. In seveda, na koncu je sledilo še nočno kopanje, ki je pritegnilo nemalo kopalcev in izdatno poskrbelo za dobro voljo. Poglejmo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes smo imeli v naših krajih pretežno jasen dan. V Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 29, toliko tudi v Radencih in Lendavi, v Krajinskem parku Goričko pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne ali zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 20 do 21, podnevi od 22 do 23 stopinj. V sredo dopoldne bo še sončno, vroče in soparno. Popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije in se nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 17 do 19, čez dan od 28 do 31 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.